Danes predstavljam prvo fazo nadgradnje IPPO-ja. To smo pripravili pač z mojim sodelovanjem in par kolegov še iz Centra za informatiko v zdravstvu in z podjetjem Genis, ki je razvija. In tudi tukaj danes sta prisotni dve kolegici, če bo kakšno tako bolj tehnično vprašanje ali pa če bom jaz kaj pozabila povedati. No. Okay. Torej, v tej prvi fazi smo nadgradili IPPO z pobudami, ki smo jih zbirali v bistvu od leta 2020 naprej. Pač od takrat enkrat vmes nam je zmanjkalo podpore strani pač Genisa oziroma financiranja za to. Tako da to smo zbirali leta 2020. Zelo veliko teh popravkov so na vašo pobudo in nekatere so nujni popravki, nekatere stvari so optimizacija, tudi da smo olajšali vaše delo, da je kakšne stvari, da so hitrejše ali pa da se lahko skupinsko naredi. Nekateri popravki so pa glede usklajevanja, če se je na programu Skupaj za zdravje kaj spremenilo, da smo tudi na programu to spremenili. Ta prvi del bo na voljo pri vas v vaši aplikaciji enkrat oktobra. Najprej moramo še zaključiti vse testiranje. Tukaj se še zahvaljujem kolegom, ki so se javili, da sodelujejo pri tem, vaših kolegov, no, da bomo potestirali tudi na terenu, da boste tudi vi zadovoljni potem s tem. Te popravke oziroma to nadgradnjo sem razvrstila nekako v te faze, po vašem načinu dela, tako da gremo kar na prve. Prve so malo bolj enostavne, torej ena stvar, ki smo jo dodali, je, da na pregledu seznama nepotnih dokumentov, da smo dodali telefonsko številko. To je bilo na pobudo nekaterih centrov, ki radi pokličejo osebe, preden jih razvrstijo v delavnice. Tak manjši popravek. Potem imamo, to smo na pregledu podrobnosti osebe, smo malce bolj jasno zapisali oziroma popravili, tukaj spodaj so podatki o prvi napotitvi, torej datum prvega stika z osebo, in potem smo popravili, da je bolj jasno, da je pač prva napotitev in prvi napotovalec. Zdaj, če ste prejeli napotni dokument za to osebo, se bo tukaj avtomatično zapisalo RADM, torej napotena strani diplomirane medicinske sestre oziroma osebnega zdravnika iz ambulante družinske medicine. In tukaj se avtomatično zapiše prvi napotovalec, kar smo popravili, da se bo tukaj izpisalo ime, ime zdravnika oziroma diplomirane medicinske sestre. Zdaj, če je oseba na drugačen način prišla, lahko tukaj to popravite in v ta seznam tukaj smo dodali dve novi opciji. Eno je, da je oseba napotena oziroma usmerjena strani psihologa in da je napotena oziroma usmerjena strani dietetika. To smo dodali noter v ta seznam možnosti tukaj. Spodaj vidite zdaj še opombe CKZ. To smo se dogovorili tudi na sestanku z vodji. Včasih je tale opomba bila za vse CKZ-je skupna, torej če je oseba bila v obravnavi v večjih centrih, je bila enotna, torej ste lahko med sabo videli, zdaj smo naredili, da je ta opomba samo vaša, samo za vaš center. To je zdaj prva prva taka nova, večja novost. Pripravili smo novo okno OSO 21. Torej, pripravili smo, da če imate osebo, ki je bila napotena na več delavnic, da lahko osebi določite vrstni red napotitev. Torej, za multinapotitev, da se dogovorite, ali da se dogovorite z osebo, ali pa se dogovorite v timu, pač kako naj bi oseba šla po delavnicah, na katere je bila napotena.
Ta vrstni red ne omejuje ničesar v aplikaciji, ne pomeni, da potem morate na tak način vrstni red delavnic izvesti. To je samo, da imate vi informacijo, kako ste se dogovorili ali znotraj tima ali z osebo, kako bi oseba želela iti po delavnicah. Torej na zavihku tem pregledu podrobnosti osebe v zavihku delavnice je ta nov gumb vrstni red napotitev. In če kliknete ta gumb, zdaj bom pokazala posnetek, kako to izgleda. Se odpre novo okno in potem lahko razvrstite takole, premaknete vrstni red delavnic, kliknete shrani in potem se bo tukaj na pregledu to tako postavilo. Če pa pač tega ne razvrstite, pa ostane v takem vrstnem redu, kakor je avtomatično postavljeno. Nadalje gremo na naslednji del, to je čakalnica in razvrščanje oseb. Tukaj pri čakalnici imate to kategorijo dodatni kriteriji, ki vam omogoča, da filtrirate osebe, da pripravljate bolj pač skupine, ki bolj skupaj pašejo. Zdaj, čas udeležbe je že prej bil na tem seznamu, ampak zdaj smo ga dali na vrhu, ker se nam zdi, da je tudi zelo uporaben, da si pogledate, da si prefiltrirate na osebe, ki so rekle, da bi recimo dopoldne, da lahko potem lažje pripravite skupine. Tukaj je zdaj še eno novo okno, ki smo ga pripravili za vas. V čakalnici že do zdaj poznate tale stolpec oziroma tole polje, obiskuje razvrščen. Ta služi v pomoč, da v primeru, če želite preveriti, da udeleženec obiskuje kako drugo delavnico že zdaj, pač potem piše da, v nasprotnem primeru piše ne. Zdaj smo pripravili, da če kliknete na da ali ne, da se odpre tole novo okno, je pregled delavnic osebe. Tukaj na vrhu so najprej bojo delavnice, ki so v čakalnici, potem pa vse ostale, pač na katerih je bil, ni bil, ki so zaključene in tako naprej. Na vrhu je še opomba CKZ, tista iz osebnega pregleda podrobnosti osebe. To je tako, da imate, ko razvrščate na delavnico, da lahko na hitro pogledate, ali je pač zdaj pri osebi zdaj naslednja na vrsti ta delavnica, da vidite, na katerih delavnicah je oseba že bila, da lahko hitro pogledate namesto, da klikate vse naokoli. To, da imate opombo CKZ, je tudi tukaj pomembno, če se recimo zapišete sem noter, za katero delavnico je oseba bolj motivirana, ali pa če je oseba rekla, da hoče, da bi šla na ne vem, gibam se šele jeseni, da imate tukaj noter zabeleženo še, da veste, ali zdaj razvrstim na delavnico to osebo ali kasneje. Tukaj nič ne morete dopolniti opombe ali pa kaj razvrščati, edini gumb je zapri, to je samo za vpogled, da potem veste, da vam olajša razvrščanje na delavnico, da imate dodatne informacije. Naslednja stvar je obarvanje starejših napotnih dokumentov. Kakor veste, pri 4 delavnicah, zdravo hujšanje, zdravo jem, gibam se in sladkorno bolezen skozi življenje, kjer je obvezna napotitev, je napotni dokument veljaven za 6 mesecev oziroma potem zastara. Da smo zdaj tukaj pripravili, da če izberete takšno delavnico in potem izberete specifično eno delavnico, ki imate razpisano, se bo obarval tukaj v seznamu oseb, se bo napotni dokument obarval rdeče, če bo na začetku te delavnice že minilo več kot 6 mesecev. Torej, če razpisujete delavnico za, ne vem, decembra, boste videli, tej osebi bo decembra že potekel napotni dokument. Zdaj vsebinsko, kot vemo, pač to je pomeni, da so zastarali klinični podatki in da oseba potrebuje ali nov pregled ali pa novo oceno strani ambulante družinske medicine. In v tem primeru stopite v stik z ambulanto in preverite, če je še vedno oseba dovolj zdrava oziroma zdravstveno stanje omogoča udeležbo na delavnicah ali če potrebuje nov pregled. Sicer ni potrebna nova napotnica v sistemu, pač morate samo preveriti in si zabeležiti v dokumentacijo, da ste preverjali in recimo, da je
zdravnik, zdravnica, diplomirana medicinska sestra rekla, da je to v redu. To obarvanje na rdeče ne preprečuje ničesar. Lahko razvrstite, vse deluje enako kot prej, to je samo opomnik, da veste, da je treba preveriti v ambulanti, če se je kaj vmes spremenilo. V naslednji nadgradnji, to, ko bomo z januarjem novo, še dodatne stvari dodali, bomo dodali, da se bo dalo zapisati to, kar sem rekla, da si zabeležite, da se bo dal noter v aplikaciji zabeležiti, recimo, da ste preverili z osebno zdravnico, doktor ta pa ta, na ta pa ta dan in da je potrdila, da se oseba lahko udeleži delavnice. In potem boste lahko tudi odbarvali, da ne bo rdeče, tako da boste videli, da imate urejene napotitve. Okay. Zdaj pa naslednja stvar je podatek o smrti. Nažalost se je na parih primerih to res nesrečno zgodilo, da se je recimo vabilo osebo na delavnico, tako da smo pripravili, da v določenih akcijah, recimo pri razvrščanju na delavnico, pri vračanju v delavnico, pri pripravi na vabil, pri obdelavi napotnih dokumentov, se v ozadju, tega ne vidite, se naredi poizvedba oziroma klic na register pacientov in če se gotovi, da je oseba med tem umrla, bo dobila tale križec zraven imena. In ta križec se bo pojavil na vseh oknih pregledih, bo zraven oseba imela to označeno. Na pregledu podrobnosti osebe, vidite tukaj gor, se tako pojavi križec, sta dve dodatni polji, tlele je datum smrti, ki se v tem primeru potem pojavi, oziroma pač uvozi iz registra. In tukaj smo dodali še eno polje, čas osvežitve podatkov, torej kdaj nazadnje se je na registru preverilo za vse podatke, te osnovne, ki so v registru, in pač datum smrti tudi. V tem primeru pa je to kontrola, če je oseba umrla, se nekatere stvari ne bodo izvedle. Če recimo pripravljate vabila, se ne bo pripravilo vabilo za osebo, ki je umrla, ne da se napotitve spremeniti v status pregledan, ne da se razvrstiti v delavnico, vrniti v čakalnico in tako naprej. Tako da ene stvari, neke te neljube dogodke bomo s tem preprečili. Na tem segmentu je nova funkcija odstrani osebe iz delavnice. Zdaj, kakšno vprašanje? Zdaj, ker vas ne vidim vse. Ok. Torej, nekateri so izpostavili, da v primeru, če se zgodi napaka, recimo preveč oseb date v delavnico ali pa recimo želite osebo prestaviti iz ene skupine v drugo, da je to ogromno klikanja in smo zato pač pripravili novo funkcijo odstrani osebe iz delavnice. Zdaj, teh statusov tukaj imamo že zelo veliko, ker pač razvrščen, obiskuje, zakličil, preklic, ni odziva in tako naprej, zdaj imamo še eno novo, ampak ta je pač za te primere, ko ste se kaj zmotili. In olajša, da se to stvar veliko hitreje naredi. Na seznamu izberete osebo, ki mora biti razvrščena, torej še ni obiskovala, to je res za tiste, ki ste jih noter dali v delavnico, pa je se zgodila napaka. Kliknete odstrani osebe iz delavnice in te osebe bodo avtomatično vrnjene v čakalnico. Deluje pa na enak način, kot ostali statusi. Torej, oseba ne bo zginila zdaj ven iz delavnice, še vedno bo ostala, taka logika pač je v tem sistemu, ostala bo v delavnici, ampak bo imela status odstrani. Tako. Ok, in še ena stvar na tem je, da smo končno po oktobru, mislim, da oktobra 2020 so se spremenila pravila ZZZS-ja, torej koliko oseb je potrebnih za obračun delavnice. Zdaj smo te številke popravili tukaj noter, da imate zdaj tako, kot je v šifrantu ZZZS-ja. Ok. Gremo naprej na razpisovanje delavnic.
Že zdaj imate kot pripomoček, da če se prekrivajo srečanja na določeni lokaciji, da se lokacija obarva rdeča in da dobite tole opozorilo. Zdaj smo popravili, da se lahko termini prekrivajo za 1 minuto. To pomeni, če imate srečanje od 9 do 10 in naslednje srečanje od 10 do 11, da ne bo več rdeče, ker pač, da vam ne bo treba pisati, da je od 9 do 9:59, a ne. Torej, to prekrivanje za 1 minuto ne bo več rdeče obarvano in ne bo več tega opozorila na vrhu. Okay. Zapis srečanj pri individualnem svetovanju za opuščanje kajenja. Ta delavnica je posebnost, ker pač ima individualne termine. Zdaj smo pripravili, da se pri razpisu delavnice srečanja zapišejo enako kot pri skupinskih. Torej, ko razpišete, se vseh 6 terminov razpiše na določeno uro in so tudi v koledarju vidni in vsi imajo status individualni termin avtomatično. Pri urejanju prisotnosti morate potem pač označiti, ali je oseba prisotna ali odsotna in tako naprej. Do zdaj se te stvari recimo ni v koledarju videli teh ostalih terminov, zdaj smo pa nastavili, da je. Pri individualnem svetovanju za opuščanje kajenja smo še uredili, da je v skladu z pravili ZZZS, torej obravnavo tole boste lahko zaključili šele, ko boste izvedli vsaj 4 srečanja. Zdaj te kontrole ni bilo, pač da boste lahko zaključili osebo in jo obračunali, morate tako kot v skladu s pravili narediti 4 srečanja. Ok, zdaj pridemo pa bolj na raven osebe. Tisti, ki ste koordinatorji, imate vlogo koordinator v IPPO, že poznate, že lahko sedaj iz seznama napotnih dokumentov zelo hitro pridete na pregled podrobnosti osebe. Zdaj smo pa pripravili, da lahko tudi ostali znotraj, če smo v delavnici, imate seznam udeležencev, da označite tukaj osebo in kliknete pregled podrobnosti osebe in vas pelje na ta pregled podrobnosti osebe, kjer lahko pregledate osebne podatke, individualne obravnave in delavnice tega udeleženca. Ne da se čisto vsega narediti, kakor v tistem običajnem pogledu, ampak to je, da lahko, ko imate osebo v delavnici, dosti hitro dostopate do določenih informacij, ki so tam za vsako posamično osebo. Se pa pač tudi kot na večjih oziroma vseh mestih se beleži sled dostopa do teh, da greste gledati podrobnosti vsak posameznika. Ok. To je zdaj ena optimizacija, da bo vam lažje, ki sicer meni tako všeč, ker podpira s tem je lažje kampanjsko vnašanje, torej da na koncu vse za nazaj vnesete. Pač jaz mislim, da je dobra praksa, da se sproti vnaša in tudi aplikacija je narejena tako, da se sproti vse skupaj beleži, ampak smo se odločili tudi za to. Torej, ko je cele delavnice konec, boste lahko na osebi v delavnici označili, na katerih srečanjih je oseba bila prisotna, kliknili ta gumb, potrdi prisotnost oziroma potrdi odsotnost za tista srečanja, kjer je oseba bila odsotna. To pomeni, da to je kot vzporednica listi prisotnosti, torej takole boste listo prisotnosti posamezne osebe lahko noter prepisali naenkrat. Ok. Pa gremo na zaključevanje in pošiljanje poročil. Prva poenostavitev, ki smo jo naredili, je na kratkih delavnicah, torej zdravo živim, zdrav krvni tlak, maščobe, krvni sladkor, tehnike sproščanja, sladkorna bolezen tipa 2, ali sem fit 1 in ali sem fit 2, torej tega so samo za en dan. Po novem strokovno mnenje vodje delavnice ni več obvezno, tudi tukaj ni zvezdice in tudi brez strokovnega mnenja sem lahko zaključila osebo, torej pač to vam ni več treba. To ne pomeni, da ne pišete strokovnega mnenja,
Pač, če imate povratno informacijo za napotovalca, seveda zapišite. Ni pa več pač obvezno. Verjamem, da v kakšnih teh kratkih delavnicah ni kaj veliko za sporočiti. Ob tem bi še opozorila, če mogoče niste doživeli, pač, če ima oseba aplikacijo na telefonu Zavem ali pa na računalniku dostop do Zavem, bo to poročilo o obravnavi videla. Zdaj, to ne pomeni, da ne pisati tle noter stvari, ki so pomembne za napotovalca, ampak mogoče malo taktno oziroma malo mehke veščine uporabiti. Okay. Ker smo uredili, da ni potrebno zapisati strokovno mnenje vodje, da osebo lahko zaključite, se po novem da na kratkih delavnicah paketno zaključiti osebe. Torej, označite tukaj na seznamu, katere osebe bi radi zaključili in kliknete tale gumb zaključi udeležbo. In ko kliknete, bo tistim, ki izpolnjuje pogoje, bo zaključil. Zdaj, v tem primeru tukaj vidite, se izpiše, da je zaključenih 8 oseb od 8, ki sem jih izbrala. Spremeni se avtomatično status in avtomatično se pripravi v ozadju poročilo o obravnavi, oziroma tukaj se pojavi šifra. Pogoji so pa enaki, kakor sicer. Torej, recimo, če bi jih zaključil samo 7 od 8, tukaj se ne bo napisalo, zakaj se tista ena oseba ni zaključila, sem boste po seznamu šli in boste potem individualno mogli reševati tiste. Recimo, nima urejene prisotnosti ali pa v kakšnih primerih je potrebno kaj drugega še izpolniti, ali nima pravega statusa tukaj udeležbe, to potem na individualni ravni pogledate, zakaj ni zaključil in zaključite osebo, potem, ko uredite podatke. Naslednja taka paketna skupinska zadeva, ki smo jo uredili, je pošiljanje poročil v CRPP. Ta gumb tukaj deluje za vse delavnice, tudi za dolge. Torej, isto se pokljuka osebe, se klikne pošlji CRPP in ponovno je takole opozorilo, koliko jih je bilo uspešno posredovanih od teh, ki ste jih izbrali. In poročilo o obravnavi se obarva zeleno, če je poslano v CRPP. Zdaj, tukaj bi rekla, da vsaj za zdaj, zelo pazljivo to funkcijo uporabljate, ker kakor mogoče veste, pač ko enkrat pošljete poročilo v CRPP, je to. Ne morete pri osebi spremeniti statusa, poročila se ne da popraviti za enkrat. Mi zdaj pripravljamo, da bomo v naslednjem letu lahko, da se bo dal narediti popravek na poročilo. Torej, če ste se zmotili pri poročilu, da boste lahko poslali novo verzijo v CRPP in bo zamenjala staro verzijo, takrat bo to mogoče lažje. Zaenkrat pa, da se ne bo kakšne napake zgodile, uporabljajte ta gumb v res mogoče samo na kratkih in tam, kjer ni nič zelo zakompliciranega. Če je bilo 8 ljudi na delavnici, 8 jih je zaključili, pol to olajša, da jih pokljukate, vsem kliknete zaključi udeležbo, vsem kliknete pošlji CRPP in je to. Je veliko lažje. Pika, Leja Rebernik je eno vprašanje postavila, ne vem, ste to zdaj dobili že odgovor? Zanimajo. Ali se vidi poročilo samo, če stisnemo pošlji v CRPP ali v vsakem primeru, ko je zaključen? Pri udeležencu. Pri udeležencu se vidi v aplikaciji ali pa na računalniku, če grejo v Zavem, samo če stisnete pošlji v CRPP. Sicer je poročilo samo tle noter v tem sistemu. Še glede teh poročil v CRPP-ju, to smo zdaj popravili, da ne bo več pisalo, da je to odpustno pismo, ampak bo pisalo poročilo o obravnavi, kot bi moglo biti. In tudi ne bo pisalo, da prihaja poročilo v ambulanto z področja javno zdravje v splošni zunaj bolnišnični dejavnosti. To, kar ste nas iz terena opozarjali. Pri individualnih obravnavah je par manjših sprememb.
Eno je, da smo poenostavili ta seznam različnih individualnih obravnav. Torej ni več možno razpisati kategorije 3, ki je bila tukaj vmes, to je individualni razgovor za udeležence psihoedukativnih delavnic. To smo že v preteklosti rekli, da poenostavljamo, da ni potrebna kot ločena kategorija in te posvete zapisujete pod dvojko, se tle piše še pogovor, ampak smo zdaj preimenovali v ustrezno ime individualni posvet za krepitev zdravja. Druga stvar, ki smo jo še popravili, ki pa mogoče ni več tako aktualna, ampak pri načinu izvedbe ni več telefonska, ampak smo razširili na daljavo, da v to kategorijo spadajo tudi druga orodja za individualne obravnave, ki pač niso osebno izvedeni. A lahko jaz tukaj sem nekaj vprašam? Ja. Mene samo zanima, če se vse te 3 kategorije štejejo potem v kvoto pogovornih ur. Prvi 2 se. Prvi 2, a ne? Potem presejanje je druga kategorija. Te obe dve, oziroma pač do zdaj, ker so pač trenutno imate še zmeraj vse 3, ne? Pač torej 1, 2, 3. Pri pregledu smo sešteli vse 3. Ok, super, hvala. Ja. Okay, zdaj prijemo še na ta zadnjo kategorijo, so podatki in statistike in ESZBO. Najprej 2 novi varovalki pri vnosu podatkov. Eno je, da ko vnašate vprašalnike noter, pač odgovore na vprašalnike vnašate, če boste po nesreči zaprli brskalnik ali zaprli zavihek brskalnika, bo najprej tole opozorilo se pojavilo, to, da ne izgubite po nesreči vsega, kar ste do takrat vnesli. To je eno. Drugo je pa v primeru neaktivnosti. Torej, če ste 30 minut neaktivni v IPPO-ju, poteče seja in to je varnostni element, ki pač mora ostati, to je pač varnostni element, da ne pride do nekih incidentov, da glede tudi dostopa do podatkov in tako naprej. Zdaj, pomembno je ta novost, da po 30 minutah se bo avtomatično to opozorilo pokazalo, torej se je že ljudem zgodilo, da so še prišli nazaj k računalniku in vtipkavali noter stvari in šele potem, ko so želeli shraniti, so ugotovili, da je potekla seja. Zdaj se vam avtomatično po 30 minutah to opozorilo pokaže. Zdaj smo pa še pri statistikah. Kakor vidite, tukaj smo pri določenih statistikah, kjer je bilo mogoče, smo razširili, da se da izvoz narediti za 1 leto. Pri določenih, ki so pač bolj podrobne, veliko več pač podatkov morajo zbrati noter, smo pa še zmeraj ostali na omejitvi 92 dni. Dali smo pa 92, da lahko v vsakem primeru 3 zaporedne mesece izvozite. Torej boste mogli, če boste hoteli celo leto, bo treba v 4 rundah to izvoziti, ampak ker je preobremenjujoče za sistem, da bi za celo leto izvozili. In zraven imate pri vsaki tudi navedeno, za koliko časa. V teh datotekah, ki jih boste dobili, je tudi majčkeno bolj prijazno urejeno za obdelavo, torej so v pravem formatu, da lahko potem pač recimo filtriranje gor nastavite, malo več informacij smo na vrh dodali, da boste vedeli, kaj statistika zajema. Predstavljam 3 nove statistike danes. Ena je statistika 20, zdaj pomenovali smo jih 20, ne zato, ker jih imamo 20, ampak ker je to je vzporednica statistiki 2, ki jo že poznate, torej statistika o obravnavah. V vsem sta enaki, zdaj z eno ključno razliko. Statistika 2 zajema delavnice, ki so zaključene in so v tem obdobju bile pričete. Tukaj sem dala celo leto, ampak si predstavljate, da imate obdobje, da vzamete obdobje september, bo v dvojki bojo vse delavnice, ki so zaključene, ampak so se začele septembra. Zdaj ta 20-ka, ta nova statistika, bojo pa delavnice, ki so zaključene, ampak so zaključene v septembru.
Tako da bo ta statistika, torej ta recimo tlele, ta stolpec zaključene, bo veliko bližje realizaciji ZZZS, ker verjetno pač, ko zaključite delavnico v IPPO, jo potem tudi obračunate, recimo, da v istem mesecu. Ste včasih rekli, da se vam ta statistika ne sklada z izpisom iz ZZZS-ja. Ta 20-ka bo veliko bližje tej realizaciji. Potem ena statistika, ki ste jo želeli, je statistika o napotovalcih, da se bo zapisalo z katerega zdravstvenega zavoda in kateri napotni zdravnik oziroma diplomirana medicinska sestra in koliko napotnih dokumentov ste prejeli ali preko sistema CRPP ali ročni vnos napotnega dokumenta. Tako da boste imeli pregled, kdo vam napotuje in kdo vam mogoče manj napotuje. Tretja je pa v bistvu ni statistika, je pa izpis zaključenih delavnic, torej za določeno obdobje, katere delavnice so bile zaključene, imamo ime delavnice, prav šifra specifične delavnice in datumi vsi trije, datum začetka in konca same delavnice in potem datum zaključka obravnave v IPPO. Število prisotnih je število, ki ste jih lahko obračunali, število zaključenih so zaključeni in potem je tukaj na koncu še vidna opomba delavnice, ki jo na delavnici vnesete. Tukaj nekateri že pišete določene opombe, pa vas prosimo, da še naprej oziroma da še ostali. Še posebej, če boste prenesli delavnico v drugo leto, če boste zadržali za obračun v drugem letu, da tukaj to not zapišete. Ta pregled je vsaj pri nas na naši strani osnova za pregled realizacije, to kot marca takrat enkrat delamo, da pregledamo ali ste vse delavnice, ki ste jih poročali z ZZZS-ju, če ste tudi nam podatke za to delavnico poslali, s tem pregledom to gledamo in na ta način bomo tudi malo lažje komunicirali, če bojo kje kakšna vprašanja. Pa tudi, da imate na enem mestu cel pregled z vsemi datumi in opombami. Potem je pa še priprava paketov za ESZBO. Po novem bo treba izbrati samo mesec, torej ne bo treba dati datum od do, ampak se samo zbere mesec, za katerega pripravljate paket za ESZBO. Tukaj mogoče eno pojasnilo, da to je mesec, v katerem ste v IPPO-ju zaključili delavnico. Torej, če ste v septembru delali delavnico in jo vnesli, zaključili v IPPO-ju v septembru, bo v septembrskem paketu. Če pa je potem oktobra, recimo je prišlo do kakšne napake in oktobra odprete spet in popravljate stvari in jo potem spet zaključite, bo delavnica v oktobrskem paketu. Tle bi mogoče prosil, da čim manj to delate. Ok. Tukaj še da upomnim, da poročevalsko obdobje je vsako polletje, torej po koncu, torej v začetku julija in začetku januarja je treba urediti pakete vse za nazaj. Fino je tudi, če jih sproti, da se kakšne napake že sproti odkrije, če so. Ena stvar je pa še pomembna, to bom čisto na koncu še vrnila na to, da tokrat zaradi spremembe vprašalnikov je res potrebno urediti vse pakete za leto 2024, najkasneje do 16. januarja. Fajn bi bilo, da že decembra vse probate urediti, da bomo potem lahko naredili lažje prehod na nove vprašalnike. To je zdaj to, kar se teh nadgradenj te prve faze tiče. Naslednja nadgradnja bo torej januarja na vaših aplikacijah. Novembra, decembra enkrat bomo splanirali pač ponovno eno takole predstavitev teh sprememb. 5. novembra je že napovedana predstavitev novih vprašalnikov, to je en del te nadgradnje, ki bomo naredili. Ta predstavitev bo narejena za vse centre, ker se bo vsem centrom, da boste vsi imeli enake vprašalnike v naslednjem letu. In tukaj ta 5. novembra bo bolj vsebinska, da bomo šli čez vse vprašalnike, vseh delavnic. V tej nadgradnji iz januarja sem na hitro naštela ene par stvari, ki se bojo do januarja razvile do konca.
Eno je, da bomo dopolnili napotni dokument z novimi delavnicami, nekatere stvari bomo poenostavili za ambulanto družinske medicine, tako da bo manj stvari bo obveznih, no. In pomembno, uskladitev med zalednimi sistemi CRPP in IPPO, da bojo pač ti napotni dokumenti res tekli in da ne bojo izginjali. Kar sem danes že omenila, bomo pripravili pač mesto, da si napišete zaznamek na napotitev, ne samo v primeru, da je recimo potekel, ampak tudi, če imate kakšne druge opombe, da si lahko zabeležite in da lahko odbarvate potečen napotni dokument. Potem, kot rečeno, vprašalniki se bojo spremenili in s tem tudi primerjalna poročila, glede na ti vprašalniki, ki smo jih pilotirali v ostalih centrih v lanskem letu, oziroma tem in lanskem letu. In poročila o obravnavi bodo usklajena s papirnato verzijo, ki je že tudi nekaj časa na papirju, so majčkeno drugačna, kakor so v IPPO-ju. Dodali bomo nove delavnice, zdravi odnosi, so pa temeljni in vzdrževalni del. Zdravo hujšanje bo razdeljeno oziroma nadomeščeno z dvema novima delavnicama, zdrava mera temeljni del in zdrava mera vzdrževalni del, da bo pač končno to popravljeno. En nov proces bo pa pri teh delavnicah, kjer imate temeljni vzdrževalni del, da je oseba recimo pri zdravi meri napotena z ambulante na temeljni del in potem na koncu temeljnega dela boste vi napotili jih na vzdrževalni del, torej boste po temeljnem jih poslali naprej. To je, kar se tiče tega. Na koncu bi pa še tole, to, kar je zapisano zdaj na slajdu, ste vodje prejeli v enem dopisu, pa bi samo rada pač tukaj z vami preverila, če smo dovolj razumljivo napisali ta dopis, pa da mogoče še vas opomnim, no. Torej, z januarjem bojo v IPPO novi vprašalniki, zdravo hujšanje ne bo več možno razpisati, bo razdeljen v dva dela, zdrava mera temeljni in vzdrževalni del. Nekatere spremembe se bodo zgodile tudi na delavnici zdravo jem, kar boste imeli tudi zdaj kmalu v tem mesecu usposabljanja glede tega. In to se bo vse zgodilo z januarjem. Torej, delavnice, ki jih boste razpisali po 1.1., bodo imele avtomatično pripete nove vprašalnike. Zdravo jem bo v novi obliki. In zato je zelo pomembno, da ne razpisujete delavnice za naprej. Če ste že razpisovali delavnice za naprej, vas bom prosila, da potem januarja jih pač morate, da naredite kopijo, torej da prekličete to, ki je že razpisana in jo januarja ponovno razpišete, da bojo v pravi obliki s pravimi vprašalniki. Povezano s temi novimi vprašalniki je tudi ESZBO. Kot sem rekla, da je treba do 16. januarja naložiti vse pakete. In vas res prosimo, da delavnice, ki jih boste končali v letošnjem letu, da jih čim prej, oziroma da jih do konca decembra vnesete in zaključite noter v sistemu, da bomo čim bolj gladko šli v novo obliko. Z 1.1.2025 se delavnice zdravo hujšanje ne bo več moglo razpisati. Tiste, ki so v teku, bodo ostale, kot so sedaj, za pač sedanjimi vprašalniki. Prosim pa, da ne razpisujete delavnic vnaprej, mislim tistih, ki se bodo pričele v 2025. Nanje ne bo mogoče razvrščati udeležencev, tudi z napotitvami bo pač kakšen hakec. Ja, tako. To je zdaj z moje strani vse. Če imate kakšno vprašanje, tudi sicer lahko mi pišete. Za bolj tehnične stvari bi prosila, če se tudi imate obrazec za podporo pri Genisu. Tukaj še eno vprašanje. Ali program sam pridobi podatek, ko oseba umre iz drugega? Tako je, ja. Torej, ne odvija se non-stop, samo pri določenih zadevah. Recimo, če označite v delavnici
za te osebe želim pripraviti vabilo, pokljukate in ko kliknete pripravi vabilo, bo sistem ozadaj najprej sam preveril, ali je kakšna ta oseba ima datum smrti in ne bo pripravila vabilo za to osebo in bo zraven križec. Torej, pri določenih akcijah, pri, ne vem, razvrščanje na delavnico, v določenih situacijah, kjer bi to pač bilo pomembno vedeti, v ozadju sam preveri sistem, če ima oseba v registru pacientov datum smrti. Okay. Je še kakšno vprašanje? Upam, da je bilo dovolj razumljivo, malo hitro predstavljeno. Ampak vse te spremembe so v bistvu vam olajšajo delo, se pa v osnovi sistem dela ne spreminja, torej tudi nič vam ne bo zdaj se porušilo, kako ste do zdaj delali.